Ura je 12 in prvi učenci že prihajajo na kosilo. Danes sta na jedilniku telečja obara in rulada. Sladica je vedno najboljša in to vedno pojem. Zdaj sem pustila majčkeno enolončnice. Sam pač koščke mesa sem pustila, ker je bilo pač malo mastiko. Na njihovi šoli ostankov hrane ni veliko, pravi kuharica. Hrana, ki ostane, imamo posebne hobuke in jo spravimo, potem pa pride podjetje, ki to hrano odpelje. Ta hrana se odpelje na predelavo, večinoma v bioplinarne, nekaj malega tudi v kompostarne. Nina in Bojana sta se lotili celo posebnega projekta. Teden dni sta tehtali hrano, ki je ostala od vseh obrokov na šoli. Včeraj sem ponedeljek, ki je bilo 20 litrov čaja, 1 kilogram kruha pa 1 kilogram kivija. Ugotovili smo, da smo v prvih 3 dneh zelo veliko vrgli, pa v zadnjih 2 dneh smo zelo malo vrgli. Ekologi brez meja pa so izračunali, da bi strošek zavržene hrane v vrtcih in šolah lahko presegel 3,5 milijona evrov, kar je še vedno zelo veliko. Največ zavržene hrane ostaja pri obrokih, ki vsebujejo zelenjavo, kislo repo in zelje, polnozrnat kruh in ribe. Zelo malo, tudi pa tisto, kar je nas v naši raziskavi zelo presenetilo, je, da bi se to hrano kompostiralo. Tudi zaradi tega, ker pridobivamo tudi nekaj, za kar ne potrebujemo potem več plačevati, humus na lokalnem šolskem dvorišču. S tem, ko v šolah tehtajo, koliko hrane jim ostaje, je mogoče učinkoviteje načrtovati jedilnike. Veliko lahko naredite sami, tudi s tem, da se pozanimate o zdravi prehrani. Da pa bo na krožniku ostalo čim manj hrane, je pomembno tudi, kako ta izgleda, v kakšnem prostoru jo pojemo in pa da si vzamemo dovolj časa. Pa dober tek, s tebom pojedla.